Nosite svoje solzice za kdaj drugič, ker danes gremo na kmetijo oziroma v štalo. Z mano v studiu, kot sem omenila, izpadli tekmovalec Dino. Dobro jutro. Dobro jutro. Joj, ko si nežen. Dino, pridi bližje. Ja, dobro jutro. No, to pa je zdaj že. In seveda naš glavni komentator Žiga. Dobro jutro tudi tebi. Dobro jutro, Celjska kotlina. Ej, kaka štala je bila pa ta teden? Dino, Žiga, ti si izločil Dinota dejansko iz arene. Zakaj, Žiga? Zakaj? Čemu? Ja, ne vem, Mikić se ni hotel boriti, tako da žal Dino je vstal. Dino, kako si sprejel ta izziv? Najprej, da greš v areno, ker slišala sem, da se nekako pravila igre kar spreminjajo vmes. Mislim tako, jaz nisem bil glih žalosten, meni je bilo vseeno, ker sem bil sam tak, en dan moraš iti domov. Jaz sem mislil, da bom prvi teden šel domov, ker jaz bi rekel, da sem kar velika konkurenca, samo oni so mislili, da nisem. Po moje sem se malo zameril Emi, pa zato me je dala v štalo, ker realno lahko bi dala koga drugega, pa jaz ne bi bil na tapeti, bi lahko koga močnejšega dal ven. Predstavljaj si, da bi bil Mikić pa Gregor, to bi bilo ful dobro. Pol bi se pa lahko pravi pomerali v areni. Ok, mogoče ideja za bodoče ali pa kakšna insajderska informacija, sta se mogoče, kdaj je ona dva borila? Ok, ti verjetno ne veš. Jaz ne vem, tako da... Žiga? Se veš, da ne smemo povedati, ampak bi bilo pa zanimivo, ne? Ok, v redu, razumem. Ampak Dino, ti si šel na kmetijo z zavedanjem, da greš na kmetijo. Ja, vse vem, kam sem se prijavil, pač jaz sem se zavedal hleva, zavedal sem se smrada, kakšnih ljudi, ki mi ne bojo všeč, kakšnih ljudi, ki mi bojo mogoče všeč. In kaj je bil največji šok, ko si prišel na kmetijo? Vem, da roza barva ti je kar manjkala. Največji šok je bil to, mogoče drugi dan, ko sem se zavedal, da sem vzel sam tako 5 stvari sabo za obleči. Sem bil tak, joj, moja omara doma. Sem že drugi dan jo pogrešil, sem prav v depresijo padel že. Se pravi, oblačila so bila tista. Kaj pa glede hrane? Ker vem, da je bilo kar precej krega glede hrane, pa se krade, pa se ne krade, pa nekdo je neki, pa nekdo ne je neki. Koliko si pa ti glede prehranjevanja preživel? Iskreno, jaz, ko sem slišal, da ne bo mesa, me je bilo čisto super. Nisem vegetarijanc, ampak sem jem vse, razen krompirja. Jaz sem se en mesec prej pripravljal, jedel pomfri, jedel krompir doma, še danes ga ne maram, sem ga bom pojedel, ne. Ampak jaz sem bil ful vesel, ker sem bil tak super, kdo ima rad, ne vem, por. In sem bil tak super, več bo zame ostali, jaz bom imel kaj za jest, oni pa ne stradajo. Pa pora je bilo na začetku največ. Moja porova juha, tega ne vem, če so pokazali. Ja, tega noben ni pozabil. Ja. Jaz sem prvi dan hotel narediti porovo juho za nas 4 in potem noben ni hotel, noben ni lačen, pol pa pride nekdo in zlije 3 litre vode noter, 4 pori, jedali smo porov čaj pol, ampak lej, vsi so ga pojedali pol na koncu, tako da ne vem, zakaj jamrajo. Lahko bi bil jaz kuhar. Glih sem hotela reči, da mogoče bi se mogel tle bolj izkazati, kot pa v areni, pa mogoče do arene ne bi niti prišel, veš kaj mislim? Ne vem, če je bil glih por razlog, da sem jaz pristal v areni. Jaz mislim, da je bil por, ker prižiga to so bila zelišča in gongi, ker vidim, da tega niso glih najbolj marali, sploh Marki. Ema ful namara pora, pač jamrala je 2 tedna za por, jaz ne maram pora. Tako da v bistvu mogoče pa res. Glede na to, da kmetija je snemana, sledijo vam kamere vse posod okoli. Veliko stvari se prikaže na malih ekranih, zelo veliko in še več pa ne. Jaz vem, Dino, da tvojih najboljših 35 minut življenja niso pokazali. Ja, to je res, ja. Če bi ljudje vedeli, koliko sem se jaz pregovarjal z Urško tam, ker sem se zjokal tam, sem bil tak, Urška, si trmasta, jaz sem bolj, pač dej mi. Ampak dati ti je mogla kislo smetano. Ni mi hotla dati, mislim. Ampak jaz bi rekel, da sem se boljš pogajal od vseh volih tam. Se pravi, na tržnici si se mogel dejansko spogajati za kislo smetano in trajale 35 minut. Ja. Ki ni bilo prikazano.
ki jih ni bilo. Ja, težko je 35 niso prikazovali prizorov, recimo, kjer se je kadil zraven. Tega so se veliki izogibali, kar je pač pravilno. Potem... No, čakaj, kadile so predvsem dekleta? Ne. Ne? Okay. Jaz bi rekel, da vsi razen mogoče 4, 5 jih ni kadil. Ja, vem, da kadil so zelišča, ne? Ne, kadili smo vsi pač cigarete in vse. A to ste imeli? To smo imeli, ampak to se pač imamo posebej kot, kjer se pač kadi, da pač ne moreš sredi posestva. Dino sicer kasneje ni bil, ne? Pa ko so zrasla zelišča, kamilice, žajbelj, materina dušica, listi od jagode, to sem jaz pol pripravljal, ne? Take mešanice smo jih pol zvečer kadili. Ampak to je pač tako, ful naprej. Ok, zdaj ful naprej ne smemo iti, ne. Ampak vseeno, kaj je še kakšna taka izza malih zaslonov, tudi kar se tiče teh kopeli, v katerih so se nekateri parčkali in videli, da zdaj, ko je pršala, to je tega še več? Kopanje, voda. Mislim, jaz, kakor vem, je bilo že prvi teden kopanje, se spomnim. Mark, Nuša, pa Urška, ko so se pač hoteli prešparati vodo, ne, so pršali in so imeli spa night. No, o spa nightih in še o čem več, seveda, kmalu, zdaj pa gremo z Maniterjem naprej. Pa smo nazaj v štali, seveda, z izpadlim tekmovalcem kmetije, Dino, pozdravljen še enkrat. Ja, dober dan, zdaj sem se že zbudil. Ja, ni še videti, si še kar bolj nežen. In pa seveda naš strokovni komentator Žiga, dobro jutro. Dobro jutro. Moj nos je očitno prevelik in sem se rukala v mikrofon. Dino, povedal si, da drama se ni končala s tvojim odhodom iz kmetije. Slišala sem, da si baje ustvaril po kmetiji tudi skupinico bivših tekmovalcev. Dej povej, kaj se pa v tej tvoji skupinici dogaja? Ja, noč, meni se zdelo fajn, da se malo pač početamo, ker se nismo pač mogli tam. Mogoče največ zaradi tega, ker jaz nisem mogel se z vsemi glih ful pogovarjati. Mogoče kakšno nerazrešeno dramo, da teh je baje kar nekaj. Ne vem, ker me ne zanima, ampak če so dosadni, jih sam ven vržem, pa nazaj noter, tako da sem sam tak, guys, chill out, pač umirite se, bilo je prošlo, umirite se. Ok, in kakšen je bil občutek, ko si recimo odšel iz kmetije domov? Situacija, prvadice, nazaj na realno življenje, umit se? Ja, tako bom rekel, jaz že v noč v Kajži, jaz sem zjutraj bil tak, klelo ti Kajži je ful bedno, pač, ko mi čakam, da grem domov, iskreno. Jaz sem prišel v areno in sem tak, ok, upal sem, da bo manjši hlod, da Žiga to čim prej preseka, da pač jaz grem domov, meni se več ne da. In jaz sem realno mislil v areni biti tak, 2 udarca in se tam usest in sam Natalijo gledati, ker je to klepa. In potem sem slišal nek glas in sem mi tak, čakaj malo, dajmo jih malo strašiti. Upal sem, da bo Žiga pač malo hitrej sekal, tako da si me malo razočaral, po mojem bi te lahko zmagal. Malo sem preveč čuval svoje zapestance. Ampak ja, polka sem pa dejansko zgubil, je bilo pa tisti moment, joj, zdaj pa ne bi šel. Jaz sem se premislil, a bi lahko mi to še enkrat posnel. In mogoče mi je bil najtežji trenutek, ko so me vsi objeli, ker sem bil tak, wow, vsi me imajo radi. No, skoraj vsi. Kdo je tisti, ki te ni imel? Mislim, da vsi vejo, kdo me ni imel rad, ker ga tudi jaz nisem imel. Polka sem pa šel iz posestva, ko sem pač pogledal svoje roke, sem bil sam tak, wow, škoda, ne. Pač, jaz če bi ostal, jaz en teden ne bi mogel nič delati, to bi bilo ful fajn. Ker itak nisem kao nič delal. Ja, sem slišala, da si bil lenuh kao. Ampak v bistvu nisi bil. Ja, na enega se morajo spraviti, ne. Očitno so se eni drugi boljši izogibali delu. Jaz sem hotel se ful izogibati delu, pa sem pol bil tak, ne, zakaj bi se izogibal, pač treba je dejansko kaj narediti, zdaj mu se kaj naučiti, recimo zanimivost, tisto orodje za vrata. Jaz v življenju nisem prijel krožne žage, pač to je bilo prvič v življenju, da sem jaz kaj takega delal. Ok, boš še kdaj prijel?
Ne vem, ker je nimam doma, tako da glih kupoval je ne bom. Tako da če ima kdo kakšno, ki jo ne rabi, mi jo lahko da. Mogoče on kaj naredil. Ampak bolj nekaj, ja. Mogoče, če on še kdaj na kakšni farmi. Kaj pa von po kmetiji, koliko časa si ga speral iz sebe? Dokler nisem prišel domov, sploh se nisem zavedal, ne, da pač smrdim. Sem mislil, jaz imam parfum, to je full fine. Jaz sem prišel domov, mislim, da sem se tisto noč 2-krat stuširal, pa mi je brada bila še vedno umazana. Moram pa reči, da rokavice sem imel na rokah 4 dni zihar, ker mene so toliko pekle te rane, da ni šans, nisem mogel niti telefona držati. Tako da detox, ko sem prišel ven, je bil full fine. 4 dni telefona pogledal nisem, nobenemu nisem povedal, da sem izpadel, noben ni vedel, kje sem, kaj sem, samo mami je vedela. Super za mami. Dajte mi še samo povedati, prihod Carmen je naredil kar veliko nesoglasi. Tudi Carmen je povedala, da ima neke zdravstvene težave in ni mogla veliko stvari delati. Kako ste se vi izven, oziroma tako bom rekla, izza kulisja razumeli z njo in njenimi privilegiji, če lahko temu tako rečemo? Ja, jaz, takoj, ko sem jo videl, sem bil tako, kdo je to? Nisem vedel, kdo je Carmen pred tem, ker nisem glih nek fan reality showov nasploh. Pa v enem si pristal. Ja, mogoče so zdaj spremenili. Jaz sem bil tako, wow. Pač, ko sem videl na krzno, sem bil tako, ok, tale je moja bejba. Ok, da povemo, Dino je modni oblikovalec, oziroma postal bo nekoč nekdaj. Ja, če naredim diplomo. Ampak jaz sem začutil neko full energijo s Carmen, jaz sem se full fine z njo razumel. So seveda pri vsaki osebi neke malenkosti, ki ti niso glih najbolj prav, ampak recimo, je bilo večina. Tisto, kar ni bilo prikazano s Carmen, so bili res taki šovi in spori, ali je to bilo samo za televizijo? Mislim, nekatere osebe, ki so se pač z njo skregale, so se skregale zares, pač ni bilo nič fake, ampak recimo jaz nisem imel nobenega spora z njo in zato tudi ni bilo nič prikazan. Za ostale pa ne moram nič komentirati. Jaz sem bil v kuhinji večer manj ali pa na vrtu, tako da jaz sem ubogal, kaj so mi naložili za delati, jaz sem bil sous šef. In to je bilo to. Jaz sem tam kuhu pripravljal, ona je na koncu postregla, tako da ni bilo malo kuhati 3-krat na dan za... Mislim, tebe je šlo ful dober. Ja. Jaz edin, kar sem rekel, ne, Carmen, mogoče ni bilo prikazano, sem tak, ja, mogoče si pač malo počasna, si vzameš čas, ampak sej jaz tudi. Dobra taktika, ne. Se mi zdi, da bi lahko se malo bolj potrudila, da je malo bila tudi ona lena. Ok, od lenobe pa k naslednji štali in naslednjemu izpadnemu tekmovalcu, ki bo naslednji teden, oziroma bo ali ne bo, glede na to, da zdaj se bližajo volitve in soočanja in pravijo, da neki kmetija odpade. Aha, ja, v torek bo prvi del. Aha, torej ne v ponedeljek, ampak zamakne za en dan, tako ja. Okay. Dokler ne izpadejo neparlamentarne stranke na volitvah. Torej, volitve vplivajo tudi na kmetijo. Na kmetijo in mislim, da je tako prav tudi, na koncu zbiramo našo prihodnost v naslednjih 4 letih. Ja, pa zbiramo tudi prihodnost vas tekmovalcev na kmetiji, ne? Oziroma kako se bo že začrtano. A vam je že, ok. Torej, od kmetije k volitvam in potem nazaj k kmetiji. Hvala vama, da ste prišla v studio in se vidimo, se pravi, tudi naslednji teden z novim, ki bo izpadel. A lahko izdata je moški ali ženska? Pozabil sem. Ja, jaz ne vem, mene ni bilo. Nista zanimiva. Hecam se, ampak vseeno se slišimo torej tudi naslednji teden. Čau, Šuši.